Alenka je že nekaj lepo povedala, kaj vse je treba storiti, ko je enkrat pes doma. In vsi se strinjamo, da je drugače, če nas to bitje pričaka in nas tako lepo pogleda, pa vendar mi smo veliko ur odsotni. Na kaj vse je treba pomisliti, preden se za to odločimo? Ja, velikokrat se v bistvu zgodi, da se nekdo odloči za posvojitev takrat, kadar so počitnice. Zdaj, če smem izhajati čisto iz prakse. Ko je nastopilo obdobje karantene, takrat za COVID, telefoni so zvonili od jutra do večera. Če imamo pse, da bi rad prišli iskat, da bojo zdajle takoj prišli, da jim ni pomembno, veliko, majhno, staro, mlado, samo da hočejo imeti psa, zaradi tega, ker so kar naenkrat ostali vsi doma in so rabili filter, kar je bilo nepredstavljivo. In so želeli otroke zaposliti, sebe zaposliti, in ko smo jim rekli, gledajte, to se bo nekega dne končalo in bomo šli vsi nazaj v ustaljene tirnice. Ali ste pripravljeni pač potem to odgovornost naprej peljati? In bom rekel, po teh razgovorih, po teh premislekih se je marsikdo temu odpovedal, ker so rekli, bo začasno. Nekateri seveda so posvojili in je zgodbe peljajo še naprej. Bom rekel, bilo je pa veliko takih klicev od vsepovsod iz cele Slovenije, ko je bilo vsega konec, da bi rad žival predali nazaj v zavetišče oziroma bi jo radi oddali v zavetišče zaradi tega, ker zdaj imajo pa res šolo, treninge, na počitnice bi šli. Skratka, obveznosti so se vrnile in niso bili pripravljeni sobivati več z živaljo.